Darja Balžalorski-Antič, lepo vas pozdravljam. Pozdravljeni. Hvala, da ste prišli v studio, se veselim današnjega pogovora. Vi ste zelo vsestransko ustvarjalni, ste pesnica, prevajalka, esejistka, literarna znanstvenica in urednica. Tokrat se bova pogovarjala o knjigi izbranih pesmi Saše Vegri z naslovom Obhod v času. Ta knjiga je šla v zbirki Kondor in to je pravzaprav skoraj da neke vrste prvi korak k kanonizaciji slovenskih avtorjev, avtoric. Tako je. Jaz se tudi zahvaljujem za vabilo. Sem zelo vesela, da lahko to knjigo in predvsem poezije Saše Vegri na tem mestu predstavim. Seveda Kondorjeva zbirka, uvrstitev v Kondorjevo zbirko pomeni neke vrste kanonizacijo. In Saša Vegri si jo zagotovo zasluži, tako da sem zelo vesela in v bistvu tudi hvaležna uredniku Andreju Ilcu, da je sprejel moj predlog, ko sta se, mislim, da daljnega leta 2020 pogovarjala o tem in potem se je v bistvu začel ta precej dolg proces, ustvarjanje te knjige. Pogovarjava se nekoliko o kanonizaciji. Pesnica je šla v zbirki Kondor, to je pomemben korak, ampak po drugi strani so v zbirki zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev zelo redke avtorice, pravzaprav samo ena, Zofka Kveder. Ali si avtorica, kot je Saša Vegri, mogoče zasluži uvrstitev v zbirko? Absolutno, tudi jaz sem že sama priznam, da je razmišljala o tem. Zaenkrat imamo res, da med zbranimi deli uvrščeno kot žensko, ne samo Zofko Kveder, kolikor vem, se pripravlja tudi uvrstitev Lili Novi. In mislim, da absolutno bi bila Saša Vegri lahko uvrščena na 3. mesto, mogoče ob kakšni drugi prihodnji obletnici. Zakaj bi čakali na obletnice? Mogoče kakšen konkreten argument. Zakaj si zasluži uvrstitev? Uvrstitev. Zato, ker jaz jo enostavno njeno poezijo, ki je izjemno raznovrstna, vrednotim kot enega največjih umetniških dosežkov z področja poezije. Poezija, ki je dolgo časa ostala ne čisto zamolčana, ampak vendarle ne prisotna, ne ovrednotena. In mislim, da seveda zelo pogosto pri kanonizaciji govorimo o tem mrtvem kotu časa, kot bi rekel Harold Bloom ali pa kakšni drugi malo bolj konzervativni avtori. Je tukaj ta stvar, da ko za nazaj gledamo, kaj neko umetniško delo pomeni, ali še vzdrži, ali preprečka to zgodovinskost, ki je to zgodovino, ki je pretekla vmes, kako nam danes govori ta poezija in v bistvu govori morda še celo z večjo močjo. Kaj ti Saša Vegri v svoji poeziji je zelo daljnogleda. Odpira nekatere teme, v katerih si jih takrat v bistvu sploh še ne bi znali niti zastavljati vprašanj. Ko sem prebiral vašo knjigo, sem že v pesmih iz prve zbirke našel zelo neposredno erotiko, tudi metaforično nastopa, naprimer žrebec in še vrsta nekih simbolov, nekih besed, ki označujejo to erotičnost. Skratka, ne gre za neko introvertirano držo, ampak nekoliko celo sproščeno, svobodno. Ja, seveda, in tudi z tega vidika je v bistvu literarna zgodovina ali pa sočasna literarna kritika vrednotila njeno poezijo. Zdaj tukaj se moramo zavedati, zelo pogosto so v slovenskem kontekstu, pa tudi širše, pesnice pripoznane kot pesnice, predvsem v svoji razsežnosti erotske pesnice, tako da bi erotične pesnice, tako da bi se jaz tudi želela malo distancirati samo z tega pogleda, kar pa ne pomeni, da dejansko njena poezija ni izrazito erotična. Zdaj ta eros, ki se tukaj pojavlja, ki vznika v tej zelo zgodni poeziji, ona začne s 15 leti pisati in nekatere pesmi iz prvenca so zelo zgodaj napisane. Hkrati zelo zrel glas in z vidika erotike se pa res tukaj zgodi nek premik, to zdaj ni moja iznajdba, so že druge literarne znanstvenice, mislim, da pisale o tem, da se ne uporablja več pri izrazu erotične želje, več
recimo rastlinska metaforika zastrta, utišana, nekako sramežljiva, ampak v bistvu z to živalsko metaforiko se potem ta želja izrazi. In tukaj imamo potem v bistvu to podobo, ta simbol konja, žrebca, potem tudi kobile, srn, drugih živali, ki potem prečkajo dejansko poezijo Saše Vegri na zelo zanimiv način. Tudi s tem se bojo znanstvenice in znanstveniki verjetno še ukvarjali. Nisem želel reducirati poezije Saše Vegri na erotičnost. O čem še piše? Piše tako rekoč vsem. Hkrati je to seveda zelo poezija, ki se ukvarja z konstrukcijo družbenega spola, se pravi s konstrukcijo ženskosti, ki nekako dekonstruira vse uhojene, a ne prevzete poglede na to, kaj naj bi ženskost bila. Vse to upravi skozi poezijo na pretanjen umetniški način, se pravi skozi raziskovanje samih možnosti, tudi pesniške govorice, se pravi hodita daleč od tega, ne, da bi bilo samo ideološko zaznamovano to njeno raziskovanje, sploh ne zelo intuitivno in skozi umetnost. Se pravi, raziskovanje različnih oblik ženskosti je eno od dominant te poezije, še zdaleč pa ne samo. Zelo jasno je, sploh v tej drugi zbirki Naplavljeni plenki leta 1961, izide tudi ta zastrta družbena kritika, ki je značilna, ne, za pesnike njene generacije. Tu je treba poudariti, da Saša Vegri enakovredno, ne, torej stopa v bok drugim trem pesnikom tako imenovane kritične generacije, Zajcu, Strniši in pa seveda potem tudi Tauferju. Tako da tukaj začne v bistvu tudi s to tvojo družbeno kritično noto, ki je seveda skozi neko simboliko tudi podana, potem pa v naslednjih knjigah se pa preobrne v bistvu k preučevanju, analiziranju tega vsakdana zdaj nastajajoče potrošniške družbe. In tukaj je pa tudi izjemna in tudi precej pred časom, ne, sploh glede na svojo generacijo, pesniško generacijo, ker se pa razpre zdaj čist novi pesniški govorici, se pravi, to je zdaj pa čas, ne, konzumiranja z reificiranih odnosov, a ne, tudi znotraj različnih družbenih konstelacij, predvsem družine, a ne. To je tudi ena zelo močna tematika njene poezije. Dali ste mi vrste iztočnic. In ko sem bral te pesmi, sem res dobil občutek, da se nekako odmika, da potujuje, da se distancira od nekega podobja tradicionalne ženske, potrpežljive, pridne, molčeče, tihe, pasivne. Da spreminja ta lik, ampak zelo diskretno, da se neposredno izraža, vendar hkrati zelo nekako med vrsticami. Pove vse, ampak hkrati zelo nekako značilno zanjo. Ja, absolutno. Zdaj tukaj se hočeš, nočeš, ne vzpostavi nekak primerjava recimo z drugo pesnico, ki je precej bolj kanonizirana kot prva dama slovenske poezije, Svetlana Makarovič. Pri obeh se dogaja ta kritika tega predvsem materinskega mita, ne, ki ga živimo tako rekoč še danes, ne, in tudi zdaj tukaj samo med vrsticami, ker številne pesnice, ki so v zadnjem času objavljajo, ne, odpirajo to vprašanje tega materinstva in Saša Vegri je tukaj, a ne, se pravi ena linija, na katero se te pesnice lahko nanašajo, Svetlana Makarovič pa druga, ampak vsaka počne to na čisto različen način, a ne. Svetlana Makarovič tudi, a ne, s temi svojimi zelo destruktivnimi ženskimi liki, a ne, ki jih potem nekako potegne v skrajnosti od detomora, a ne, samomora in tako naprej, depresivnosti, a ne, polaščevalnosti. Pri Saši Vegri pa se znotraj njenega pesniškega sveta, a ne, ostaja znotraj tudi okvirov, ne, tako družine, tako partnerskih odnosov, tudi tradicionalnih partnerskih odnosov, tako materinstva in se ta dekonstrukcija dogaja od noter, ne. In jih res dosledno problematizira. Problematizira in je pa res, da v bistvu potem
Sočasne interpretacije tega niso videle na ta način, ne. So jo še vedno postavili predvsem tukaj. Je zelo dobra, ampak danes nekako zastarelo študija Tarasa Kermaunarja. Tudi sama Saša Vigre je potem kasneje v tej študiji nekaj besed napisala v nekem neobjavljenem besedilu. Tu ne gre, zdaj tukaj imamo v mislih predvsem cikel Uspavanke strahu, ki tematizira odnos starša z otroki. Tu ne gre za izključno lik požrtvovalne matere. Nasprotno, prav nasprotno. Ne. Oziroma tudi na nek način, ampak ne samo to. Ja. Cikel, ki ste ga omenili, Uspavanke strahu, je zanimiv tudi zaradi svoje pripovedi, ki je nekako sprevrnjena. Ne. Tukaj pesnica skriva nek podatek, ni jasno, s kom se pogovarja, koga nagovarja. Ne? Ja, mogoče je seveda tudi na ta način brati, se pravi, tu govori neka lirska govorka, neka oseba, ne, govori o dveh drugih ljudeh, postopoma seveda ugotavljamo, da gre to najverjetneje za otroka, zdaj ni čisto jasno, katerega spola, sta poimenovana sta v moškem spolu in skozi 7 pesmi, mislim, da jih je 7 vseh skupaj, pa ena je pa smo pa našli še v zapuščini neobjavljeno, ki se je pa ni odločilo uvrstiti. Gre za tako rekoč antologijske pesmi o starševstvu, ki bi jih sama tudi kot mama in kot starš priporočila, ne, vsakemu staršu, ki skuša vzgajati svoje otroke. Odnos nepolaščevanja, odnos razumevanja in hkrati razumevanje tudi te meje med otroštvom in odraslostjo se tukaj kaže na izjemen način in to pripuščanje, se pravi zavedanje otroške psihe, otroškega zdaja, živetje v zdaju, ne, ki je večnost. Tu se v bistvu ta lirska oseba ves čas čudi, kot se ta 2 otroka čudita svetu, se ona čudi, temu čudežu otroštva, ki ga pač postopoma nažalost nekako izgubljamo. Se pravi, zelo taka analizirajoča pozicija z ene strani, z druge strani pa popolno zavedanje izgube identitete, ko človek enkrat postane starš, se v bistvu se mu zgodi tudi saj začasna izguba prvotne identitete. Jaz to poskušam nekoliko optimistično razlagati. Razvije se nova istovetnost, se nekoliko spremeni. Absolutno. In tukaj je Saša Vigre tako zelo pomembna, ker to točno pokaže v svoji poeziji. Vaša knjiga vsebuje vrsto kratkih refleksij, njenih tekstov o poeziji, tudi o otroški poeziji. Po drugi strani pa njenih otroških pesmi niste uvrstili v knjigo. Zakaj ne, oziroma še prej, kakšna je ta poezija za otroke? Ja, to je zdaj v bistvu odločitev, zakaj ne pesmi za otroke. En razlog je precej preprost, zato ker je bila pred leti že narejena antologija njenih otroških pesmi, ki so sicer res, čisto ob koncu potem uvrščene tudi pesmi za odrasle. Nekatere zbirke, recimo Ofelija in Trojni Aksel, se jo lahko bere čisto kot crossover. Torej, in pesmi za odrasle in pesmi za mladino ali pa celo tudi za otroke. Tako da smo na nek način želeli dati prostor tej odrasli poeziji tudi iz razloga, ker je bila ta poezija zapostavljena. Ta poezija nikoli ni doživela ponatisov še tudi v kakšnih drugih antologijah ali pa kaj podobnega. To je eden od razlogov. Sta pa ta 2 kraka njene poezije popolnoma jo lahko razumemo kot siamska dvojčka. Ker samo pač zelo podobne teme so tudi tam nagovorjene in naslovljene in tudi ta njena svoboda, razumevanje tudi otrok, se potem šele v tisti otroški poeziji za otroke tudi kaže. Omenili ste zbirko Ofelija in Trojni Aksel iz leta 1977 in v tej zbirki pesnica objavi kar nekaj pesmi, kjer kombinira različne vrste tipografije, tudi velike tiskane črke. Kakšno vlogo odigrajo te velike tiskane črke? Ja, to je zdaj seveda to mogoče, to odločitev interpretirati na različne načine. Jaz večinoma predvsem literaturo, pa predvsem poezijo berem skozi
vidik, da sama struktura, ne, sam ritem, ki je seveda tudi vizualni ritem, zdaj tukaj govorimo o dveh različnih tipologijah, ne, že ustvarja pomen. Ne. In tu prav s to zbirko se začne Saša Vegri pri svojem dekonstruiranju različnih vidikov, tako ženskosti ali pa drugih pojavnosti, ukvarjati tudi s to zvočno, vizualno plastjo. Knjiga govori, že spet imamo lirsko osebo, nek lirski jaz, neimenovan, ki pa ves čas nagovarja drugo žensko osebo. Druga ženska oseba je očitno Ofelija, večkrat je poimenovana Ofelija, to stoji tudi seveda v naslovu. In zdaj tu so različne možne interpretacije, ali gre za nagovarjanje samo nagovor, veliko bolj verjetna je pa, in seveda tudi podprta zdaj z vidika avtoričinega življenja, pa da gre za mlajšo žensko osebo, za hčerko. In skozi teh, v bistvu je 16 kratkih pesmi, to je šlo v drobni zbirki, se ukvarja z prehodom iz otroštva v odraslost. Tu je ta Ofelija, ki odrašča, in tu v bistvu vidimo mamo, ki opazuje odraščati svojo hči. Hkrati pa se prav na tej osi, kako je postavljen tukaj subjekt in kako je pesem, vers razdeljen na del v malih tiskanih in na del v velikih tiskanih črkah, vidi ta razkol prehoda, hkrati odnos med mamo in hčerko in hkrati tudi kot možen ta transgeneracijska nit, kjer sta v bistvu te identiteti fluidni, se prepletata. Tako da tukaj v bistvu z zelo preprostim posegom naredi Saša Vegri zelo, zelo zanimivo, pomembno stvar. Ustvari neko vrsto dialoškosti. Ne? Absolutno, ja. Morda na hodniku pred snemanjem, mogoče med snemanjem, ste omenili, kako je pesnica pravzaprav za vsako pesniško zbirko ustvarila neke vrste nov univerzum. In če za katero pesniško zbirko to zagotovo drži, to drži za zbirko Konstelacije. To je res. Zdaj, mogoče čisto samo ta komentar na to prvo izjavo. Vsekakor Saša Vegri je izjemna tudi o tem, ni napisala zelo veliko pesniških zbirk, je pa vsaka njena zbirka v bistvu uvede novo poetiko. In zdaj govorili smo ravno kar o Ofeliji in trojnem akslu, ki izide leta 77 in že navaja nek nov prodor, nov preboj, ki ga naredi Saša Vegri ne samo v svoji poetiki, ampak kar za celotno slovensko poezijo. To je čas, kot vemo, avantgardne, neavantgardne poezije, ultramodernizma, konkretne poezije, ki na velika vrata stopi tudi v slovenski prostor vizualne poezije. In Saša Vegri začne leta 1967 pisati svoje konstelacije. Torej, to je tekst, ki nastaja skoraj 13 let, leta 1980 ga je potem objavila. In jaz bi to besedilo označila res za vrh vseh v bistvu teh poskusov znotraj konkretne poezije. Nimamo pendanta takemu tekstu. Gre za pesnitev, ki je hkrati, če jo podrobno analiziramo, literarno-zgodovinsko in modernistična in že zelo ostro tudi postmodernistična. Hkrati pa v bistvu tu Vegri nadaljuje Kosovela. Zdaj, Kosovela ona ni mogla še zares poznati, ker to je čas, ko dejansko Kosovele konstruktivizem res nekako prodre med Slovence, prej pač se ni niti dalo vedeti, kaj točno je počel, ampak Vegri zdaj želi v bistvu odpreti, podobno kot Kosovel, tekst v prostor. In se v bistvu svoje pesnitve loteva z arhitekturnimi
merili. Se opravičujem, poskuša odpreti tudi svojo poezijo, neskončno interpretacijo, možnost neskončne interpretacije. Se pravi, tu se odpira z današnjega vidika, bi rekel, da izvaja hipertekst, ustvarja hipertekst, z vidika avantgardne ali pa neavantgardne poezije, bi pa rekli, da se v bistvu beseda odpira v prostor. Beseda prostor, kjer gre, v bistvu se zaveda, da sama beseda ni nekaj negibnega, ampak prehaja tudi skozi sveda bralčeve interpretacije. Zdaj, kako je pa sam tekst konstruiran, je pa zelo težko razložiti. Jaz priznam, da sem se vsaj 10-krat usedla in poskušala tudi prostorsko si predstavljati. Zelo veliko sem se o tem pogovarjala, to sem imela srečo pač tudi z pesnicino hčerko, ki mi je povedala, da naj bi tudi doma skušali dejansko sestaviti te konstelacije v prostor, kot neko razstavo, kot neko maketo. Pesničin mož je bil namreč arhitekt, kot da se je ona tudi tukaj nekako na to lahko naslanjala. Ne? Bežno ste omenili Kosovela. Literarni kritiki, verjetno tudi literarna zgodovina, je omenjala marsikateri vpliv na pesničin opus, med drugim tudi Minatija, kar je presenetljivo, ampak tudi Šalamuna. In v tej vaši knjigi sem našel naprimer nek vers pesničin, da omenja pleme in izstop iz plemena in tako naprej in občutke ob tem že leta pred Šalamunom. Ja, pravzaprav v tem mesečnem konju, ki je izjemen prvenec, pravzaprav izvede vse korake tega izstopanja iz plemena, utrujenosti tudi v plemena. Morda tu ne gre za to utrujenost, ker ta lirska oseba, ki se tu pojavlja, je polna vitalnosti, življenjskega zanosa, erosija, poganja, ampak hkrati že čuti, je ves čas v tej dinamiki med pripadnostjo plemenu in hkrati popolnem zavedanju, da ne pripada. Čeprav tukaj naredi v bistvu celo pot krog, naredi tako, da se od tega začetnega zavedanja vendarle vrne k plemenu, ampak dejansko je v bistvu te verze o plemenu postaviš v bok Šalamunu, ki v bistvu točno 10 let pozneje objavi Poker. V nekem hipu ste omenili Tauferja, pa Zajca in Strnišo, kako so bili družbeno kritični, nekako diskretno. Ne? Ko sem bral vašo knjigo in še neki drugi priložnosti razkrijem jo čez trenutek, sem dobil občutek, da je bila pesnica res svobodna. Ja, absolutno svoboden človek, ki je zelo veliko polagala na svojo svobodo, morda vendarle živela nekako družbeno-družabno življenje vsem ne tako prisotno, da bi to svobodo izražala, je pa vsekakor učila otroke svobode. In mislim, da je to izjemen doprinos. Ona je bila tudi ena od ob Marjani Kube, soustanoviteljica teh pravljičnih uric. In tam tudi v nekaterih svojih neobjavljenih rokopisih govori o tem, o tej svobodi otrok, tudi pri načinu branja. Kako otroci še znajo poezijo brati, da so brali recimo osnovnošolci te konstelacije, ki so bile popolnoma nerazumljene občinstvu širšemu, so bile res precej slabo sprejete, ampak osnovni šolci so jih pa razumeli. Tako da vsekakor svobodna, zavzemala se je za pravice različnih tudi manjšin, tudi razvidno iz nekaterih tekstov njenih neobjavljenih, zelo je spremljala žensko vprašanje, tudi pravice do splava, in tako naprej. Tako da, zdaj, kaj tukaj svoboda je ona, ko v nekem pogovoru objavljenem v knjigi Berte Golob, pravi, nisem ne za anarhijo, ne za red, sem za svobodo. To je pač in tako tudi živim. Če ostanemo še za hip pri svobodi Saše Vegri, 4. decembra 1982 je bil v Cankarjevem domu literarni večer. Tam je nastopila vrsta slovenskih pesnikov in 2 pesnici, Svetlana Makarovič in Saša Vegri. In Saša Vegri je prebrala nekaj pesmi, eno izmed njih bomo slišali v naslednjih trenutkih. Sprašujem vas in sebe, ki smo sebi v veselju delali naše otroke. Ali vemo, da so na tem planetu zaradi nas? A živijo zase? Zakaj smo tako kruti do njih?
Ali jim z ljubezni uničujemo notranje semafore? Ali jih sovraštva pitate in dresirate v bele, leporaščene lipicance? Ali je vse, kar želite, imeti krute, miselne sužnje? Pontijakih, v Volvah, v tankih, v bankah, na položajih, na Monteverestu, na Havajih. Bog moj, zakaj se razplajate? To je bila Saša Vegri, 4. decembra 1982. Te posnetke je leta pozneje uredila kolegica Vida Curk. V naslednjih hipih pa bomo slišali še eno pesem Saše Vegri z tega literarnega večera. Vseeno je, ali v imenu vrste, ali v imenu rase, ali v imenu klase ubijate. Človek je posebna živa vrsta in gospod Darwin je pozabil povedati to. Zato zdaj pojemo pesem močnejšega, da bi mirno ubijali šibkejšega. Pripadam vrsti človeka in Darwin je bil pameten mož, a vendar ni bil alfa in omega, kot učijo tvojega, mojega, našega otroka. Tako, to je bila Saša Vegri leta 1982 v Cankarjevem domu na literarnem večeru. Varja Balžalorski-Antič, vi ste odlična poznavalka pesniškega opusa in tudi življenja Saše Vegri. Prosil bi vas za kratek komentar teh pesmi. Ja, jaz priznam, da je to zame izjemno odkritje. Te pesmi, ki sem jih zdaj slišala tudi v zapuščini, kolikor sem jo uspela ob pomoči pesničinih hčerk odkrivati teh tekstov, zaenkrat nismo našli noter. So pa izjemni, predvsem bi rekla, da so izjemni za današnji čas, ne za današnji čas v širšem smislu, ampak za te trenutke, ko ne tako daleč od nas, so šibkejši, ubijani, namerno gladovani, tako da Saša Vegri je leta 1982 od tistega časa nas neko pomembno sporočilo prinaša, tako da hvala za te dve pesmi. Tisto, kar me je presenetilo pri teh dveh pesmih, je tudi to, da sta pravzaprav nagovor neke kulturniške, mogoče tudi politične elite. In to z neke vrste kritiko njihovih osrednjih konceptov, naprimer političnega razreda. Absolutno, to je tukaj zelo jasno, zelo drzno, hkrati v bistvu tudi teoretično zanimivo. Zanimivo je, da je to še čas kar precejšnje cenzure, ne? Se pravi, tista svinčena 70 še niso tako minela, to je, mislim, da pol leta po Titovi smrti, ja. Dobro leto. Tako da v Cankarjevem domu take pesmi prebrati je kar drzna gesta. Končajva s to ugotovitvijo. Varja Balžalorski-Antič, hvala vam za vašo knjigo o Saši Vegri in hvala za pogovor. Najlepša hvala tudi vam.